se žoga vrti se svet. Mi smo novi na nogomet. Vsaka zmaga je nov spomin. Gremo Tolmin. Ene 3 ekipe, ki smo jih kar 3-4-0. Tudi Ajdovšno smo takrat tukli, kar na 0. Idrija 6, 7, Anhovo 8, nekaj tako. Takrat je prav res na 0, da smo bili močni. Tako je bilo, ne? Ja. Od gora vse do nižin, samo eden je Tolmin. Rdeče črni iz Tolmina, naj se piše zgodovina. Nogometni klub Tolmin je za mene nekaj izrednega, zgodovinskega, isto kot Punt. Teče žoga, teče čas. Tolminski klub je za mene ljubezen. Jaz do Tolminskega kluba čutim ljubezen. Mislim, da je tudi večina tistih, ki so vpeti v delo kluba, ali kot igralci, gledalci, uprava, vsi imamo rad naš klub. Je poseben igrati za Tolmin, biti trener Tolmina, biti navijač Tolmina, to je ponos in tako ga jaz doživljam, naš klub. In to 100 let ne doživi vsak. So klubi lahko tudi z daljšo tradicijo, vendar Tolmin je nekaj posebnega. Meni so rekli, da ko priješ do Pršeta, je kot naprej. Jaz sem rekel, da bojo Kotarji imeli veliki nogomet, v Tolminu pa ne. To pa ne bo šlo, ne. In potlej sem se lotil, ne. Tako da 81 sem začel, 82 smo že igrali pokalno, Glisko, Baridom, Žreb so nas premagali, ne. In tam tista klapa takrat niso bili najbolj navdušeni, ampak sem rekel, bomo šli naprej, gremo naprej. Naj se piše zgodovina, naj se sliši preko hribov in dolin, da najboljši je Tolmin. Naj se sliši preko hribov in dolin, da najboljši je Tolmin. Nogometni klub Tolmin je ljubezen. Beseda, ki pove vse, ki povzame 100-letno zgodovino kluba, začetki v povojnih letih, ko so se zbrali fantje meščanske šole in učiteljišča pod vodstvom profesorja Mateliča Zlivka. Zgodbo, ki se je, ne glede na drugo svetovno vojno ter številne druge, takšne in drugačne preizkušnje, ohranila vse do danes. Dober večer, cenjene gostje, spoštovani gosti. Lepo pozdravljeni prav vsi ljubitelji tolminskega nogometa, rdeče-črnih iz Tolmina, nekdanji in sedanji igralci, trenerji, predsedniki, navijači, sponzorji in drugi podporniki. Danes imamo morda res da vso tehnologijo in lahko videoposnetke treningov, tekem tudi analiziramo. S pametnimi urami štejemo korake, srčni utrip, merimo minute intenzivnosti in še kaj. Svoje rezultate primerjamo z drugimi, jih všečkamo, komentiramo. Imamo najboljšo obutev in oblačila iz najhitreje sušečih materialov. Nekoč pa so imeli žogo in namesto golov opeke položene na travniku. In ljubezen do nogometa. Pa vendar tudi brez statistike ne gre, zato bo nocoj tudi večer številk. Le tako si lahko ustvarimo sliko o veličini te 100-letne zgodbe. Tako kot že uvodoma boste lahko v nadaljevanju videli delček novega dokumentarnega filma, ki je nastal ob tej častitljivi obletnici in bo na ogled čez mesec dni. Podelili bomo nagrade, videli prvi grb oziroma strokovno pravilneje rečeno emblem nogometne šole Hidrija in na koncu razkrili še nov emblem nogometnega kluba Tolmin. Korenine kluba segajo natanko 10 let po prvoustanovljenem klubu Ilirija iz Ljubljane v letu 1921.
Pozneje so fantje igrali tudi z vojsko, nastanjeno v tolminskih kasarnah. Že leta 1927 so dobili tudi prvo igrišče na Logu, a že 3 leta kasneje ga uničila narasla Soča. Leta 1933 je tolminska občina odstopila občinsko zemljišče do tedanje drevesnice na Brajdi, ki je vse do danes dom nogometnega kluba in tudi številnih drugih društev. Leta 1960 so osvojili naslov prvaka enotne Primorske lige ter v sezonah 61-62 in 65-66 naslov prvaka Goriške podzveze. In če je takrat za nagrado občinska zveza za telesno vzgojo v Tolminu finančno podprla gradnjo novega stadiona, ki so ga svečano odprli oktobra 1967, potem nas zanima, kaj potem občina obljublja ob tej častitljivi obletnici. To nam bo zagotovo povedal tudi župan občine Tolmin, Uroš Brežan. Vabljeni na oder. Dober večer, spoštovani nogometaši, predsednik, kolega župana, vsi športni delavci, častitljivi gostje danes. Jaz se vidim tu na tem odru v povezavi z nogometnim klubom Tolmin najmanj v 4 vlogah. V vlogi bivšega nogometaša, v vlogi sina nogometaša, moj oče je namreč tudi igral za nogometni klub Tolmin, v vlogi očeta, ki zdaj spremljam mojega nadobudnega najmlajšega na treninge, sem ga lih malo prej pripeljal domov. Potem v vlogi navijača, seveda, in tisti, zaradi katerih ste me danes povabili sem, to je tudi v vlogi župana. Občina Tolmin, kot je bilo že omenjeno, je od samih začetkov spremljala delovanje kluba. Danes lahko rečem, da sem kot župan ponosen, da imamo inštitucijo, imamo športno sredino, športni klub, ki praznuje 100-letnico. In 100-letnico lahko dočakajo tiste sredine, ki res znajo držati skupaj. Lahko dočakajo tiste sredine, ki povezujejo ljudi in povezujejo različne ljudi v nekem okolju, ki znajo zagotoviti to, da ne samo pripeljejo tiste, ki radi brcajo žogo, radi dajejo gole, ampak zagotovijo, da so zraven tudi navijači, da so zraven tisti, za ki jih redko vidimo, pohvalimo. Vsi številni športni delavci, ki skrbijo za to, da je vse pripravljeno za tekmo, da je vse pripravljeno za trening. To so številne generacije, ki so skozi teh 100 let skrbele za to, da smo danes lahko tukaj in da se lahko veselimo uspehov nogometnega kluba Tolmin ob vsaki tekmi, pa tudi skozi zgodovino. In občina Tolmin skozi zagotavljanje tako sredstev za najmlajše, za podporo najmlajšim, za podporo trenerjem, kot tudi v sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport in mladino, z vzdrževanjem vseh športnih igrišč, na katerih nogometni klub deluje, skrbi za to, da so pogoji in bodo pogoji tudi v prihodnje za nogomet v Tolminu čim boljši. In to, kar lahko z veseljem danes z tega mesta povem, je to, da je v tem trenutku podpisana pogodba z izvajalcem, ki bo začel z deli in naredil pokrito tribuno z vsemi potrebnimi prostori, ki bo služila nogometnemu klubu, pa tudi drugim športnim klubom v Tolminu in bo zaključena v jeseni naslednje leto. Jaz upam, da bo to ena dodatna spodbuda za nogomet, za druge športe v Tolminu, da bodo zopet mogoče dvignili svoje ambicije in z dobrimi rezultati med člani spodbudili tudi najmlajše z zgledom, da pridejo
do točke, kjer so ste že bili. To je bila druga slovenska liga. To je bil do sedaj vrh te nogometne zgodbe in jaz verjamem, da je sredina, ki se zdaj oblikuje tudi v okviru te stoletnice z sponzorji, ki so tudi neobhodno potrebni, zmožna in sposobna tudi takih uspehov vnaprej. Jaz, ko gledam, kako se predvsem dela z najmlajšimi, kako skrbno tudi v tem času covida se je skrbelo za to, da se jih drži, da se jih vzpodbuja. To je bil čas, ki je bil zelo težak. Vendar vidim, da ste opravili izjemno dobro delo in jaz verjamem, da boste na podlagi tega dela uspešni tudi naprej. Zato res čestitam upravi, tudi ki v zadnjih letih vodi ta klub, ker mislim, da ste ob stoletnici in ob vseh uspehih, ki ste jih dosegli, pokazali, da si zaslužite eno veliko zahvalo, pohvalo strani občine, vse sredine in verjamem, da boste znali tudi vsi tisti, ki ste se danes tukaj zbrali, ki verjamem, da spremljate delo nogometnega kluba z veseljem in ljubeznijo, kot smo slišali, to znali nagrajevati tudi v prihodnje. S prehodi na tekme, z navijanjem, včasih tudi z kakšno kritiko, ki verjamem, da bo naletela na dobra ušesa takrat, ko bo konstruktivna in da se boste tako znali izboljševati tudi vnaprej. Čestitke še enkrat ob stoletnici vsem, ki sedaj vodite klub, vsem tistim, ki ste ga pomagali graditi vseh teh letih in na nove zmage tudi vnaprej. Najlepša hvala za te besede, gospodu županu. Verjamem, da je marsikomu so kar malce zrasla ušesa ob vsej tej hvali. Čeprav nogometni klub Tolmin letos praznuje 100. obletnico, pa letos pravzaprav mineva tudi natanko 50 let, odkar deluje samostojno pod tem imenom. 5. aprila 1971 je namreč nogometno moštvo izstopilo iz telovadnega društva Partizan, predtem pa so bili tudi del Fiskulturnega društva Tolmin in Športnega društva Tolmin. Nogometni klub Tolmin pa je danes tudi eden od 238 klubov Nogometne zveze Slovenije. Kot že omenjeno, je nastal natanko 10 let po prvo ustanovljenem nogometnem klubu Ilirija, po uradnih podatkih Nogometne zveze Slovenije pa je le 9 klubov starejših od tolminskega. Še kakšno zanimivost nam bo zagotovo povedal tudi vodja glavne pisarne Nogometne zveze Slovenije, gospod Mladen Čičmer. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani župan, gospod župan, spoštovani gospod predsednik kluba, spoštovani člani in prijatelji nogometnega kluba Tolmin. V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas v imenu predsednika Nogometne zveze Slovenije, gospoda Mijatoviča, pozdravim ob tako častitljivem jubileju. NK Tolmin skozi zadnjih 100 let definitivno predstavlja enega od stebrov severno-primorskega nogometa, pa tudi širše. Organizirano delovanje v nogometu skozi tako dolgo obdobje je seveda vredno vse pohvale. Nogometni klub seveda ne predstavlja samo športnega društva, ampak predstavlja tudi neko stičišče, kjer so se skozi zgodovino in tudi dan današnji oblikovali medčloveški odnosi. To pomeni, da seveda nogometni klub ni samo združenje nekih ljudi, ki imajo zgolj neke nogometne interese, ampak čisto širše občečloveške interese, zato tudi je seveda zelo pomemben za samo občino. Na tem mestu bi seveda pohvalil vse tiste, ki so v preteklosti, se pravi vse minule generacije, in pa tudi aktualno vodstvo kluba za tako zgledno organiziran klub.
Na nogometni zvezi se nikakor ne bojimo za prihodnost tolminskega nogometa, sploh glede na dejstvo, če pogledamo, koliko število registriranih igralk in igralcev imate. Kot je gospod župan omenil, veseli me, da klub in mesto delujeta z roko v roki, prav tako pa je gospod župan omenil tudi dobro delo z mladimi. Drži, da je članska ekipa kluba v 3. ligi in da je bil največji dosežek uvrstitev v 2. ligo. Seveda, uspeha si seveda vsi želimo in članski ekipi absolutno želim uspeh tudi ob morebitni uvrstitvi v višji rang tekmovanja, ampak kot je bilo že poudarjeno, bistveno je delo z mladimi, kajti nogomet ni samo športna igra, je bistveno več. Pomeni neko kvalitetno in ustvarjalno, lahko rečem tudi dejavnost, vse z namenom, da se neki negativni pojavi v družbi tudi na tak način preprečujejo. Spoštovane Tminke, spoštovani Tminci, spoštovani vsi prijatelji kluba, na tem mestu naj vam zaželim še veliko športnih uspehov in veliko lepih trenutkov ob spremljanju vašega kluba v športnem parku na Brajdi. Hvala in srečno NK Tolmin. Prav najlepša hvala za vse te spodbudne besede, ki ste jih namenili vsem v dvorani. Kakšnih 270 nas je nocoj tukaj. Več kot 5-krat toliko pa se jih je prvič rekordno zbralo leta 1973 na Brajdi na tekmi Tolmin vozila v ne najbolj veselih časih tolminskega nogometa, ko je primanjkovalo članov oziroma nogometašev članskega moštva. Tolminci so takrat slovili z 3-2. No, rekordno število gledalcev 1500 torej so ponovili v sezoni 2007-2008, ko so z 0-1 izgubili proti takratnim prvakom Olimpiji. Takrat je že bil predsednik nogometnega kluba Tolmin Mitja Taljat, predtem tudi trener članske ekipe, potem ko se je po številnih poškodbah umaknil kot steber obrambe nogometnega kluba. Izvolite k besedi. Hvala za besedo. Najprej najlepša hvala prav vsem, ki ste se v trenutnih okoliščinah udeležili te prireditve. Zelo me veseli, da se je velika večina vabljenih našemu vabilu odzvala in da lahko 100. obletnico praznujemo pred polno dvorano. Ko smo pred 10 leti slavili 90. obletnico kluba, se zagotovo nihče ni niti v sanjah predstavljal, da bomo čez leta praznovanje našega kluba obeležili v maskah. Ampak življenje nas uči, da so stvari nepredvidljive in da se je treba kar najbolje znajti in se prilagoditi različnim razmeram. Prav iznajdljivost, vztrajnost, različne sposobnosti ter veliko pozitivne energije potrebujemo tudi v NK Tolmin, da se uspešno prebijemo skozi vsako naslednje leto svojega delovanja. Tisti, ki delujemo v nogometu, pa tudi v ostalih kolektivnih športih, dobro vemo, koliko različnih izzivov je pred določenim klubom, da lahko uspešno deluje in upravlja svoje poslanstvo. Potrebno je poskrbeti za ustrezne rešitve na kadrovskem, finančnem, infrastrukturnem, marketinškem, organizacijskem področju delovanja, šele potem lahko razmišljamo o tistem, kar nas vse najbolj žene in kar je navzven najbolj opazno. To so športni rezultati. Zdi se mi, da moj dolgoletni zvesti soborec Andrej Jelinčič, vsem bolj poznan kot Čilič, skoraj vedno proti koncu sezone pravi nekako takole. Ok, to sezono bomo kot zgleda zgurali, ampak naslednja bo pa res zelo zahtevna. No? In vedno ima prav. In vsaka naslednja sezona je zelo zahtevna. Ampak leta vseeno minevajo in NK Tolmin kar vztraja in tako danes slavi 100 let. Praktično 100 let tako ali drugače sledimo svojemu poslanstvu, ki pravi, da bo naš klub v okviru svojega delovanja izvajal različne aktivnosti,
in programe, ki bodo omogočali kar najboljši razvoj nogometašev in nogometne igre na območju Gornjega Posočja, tako v množičnem kot tudi v kvalitetnem smislu. Pri uresničevanju našega poslanstva so pomembni vsi posamezni deležniki kluba. Mnogo vas je danes tudi tukaj prisotnih. Praktično vsak od nas danes tukaj predstavlja majhen košček sestavljanke, ki NK Tolmin povezuje celoto in mu omogoča uspešno delovanje. Ob tej priložnosti bi se rad v imenu kluba zahvalil prav vsem. Tudi najmanjši da, namesto ne vem, ne morem, ne danes, ob prošnji za vsako malenkost ali uslugo je zelo pomemben in nam daje dodatno voljo ter vliva dodatne energije pri vodenju kluba. Vsak vaš prispevek v materialni ali nematerialni obliki je več kot dobrodošel. Vseeno bi na tem mestu izpostavil dva glavna sponzorja kluba, brez katerih v zadnjih letih klub ne bi mogel delovati. Prvi je TKK, ki je naš največji sponzor in katerega ime nosi naša članska ekipa, TKK Tolmin. Drugi pa je Hidrija, ki je glavni sponzor nogometne šole Hidrija Tolmin. Desetletje nazaj pa je klubu delovanje omogočilo predvsem podjetje Avtoprevoz in kasneje tudi njegova sestrska firma PSC. Zahvala gre tudi občini Tolmin, ki z nogometnim klubom sobiva vse od njegovih začetkov, na zadnjem času pa aktivnosti na Bovškem koncu podpira tudi občina Bovec. Redko katero društvo se lahko pohvali s podobno tradicijo kot NK Tolmin. In to, da smo prav mi preživeli dolga leta in različna turbulentna obdobja, nas mora na eni strani navdajati s ponosom, na drugi strani pa nam nalaga veliko odgovornost. Verjamem, da odnos klubskega vodstva do svoje preteklosti veliko pove o našem delovanju v sedanjosti in naših namerah v prihodnosti. Ponosni smo na vse vas, naše predhodnike, ponosni smo na vaše zgodbe in rezultate. Skratka, ponosni smo na našo skupno zgodovino. Zgodovina in tradicija sta nekaj, kar je nemogoče ponarediti ali izbrisati, potrebno pa jo je negovati in nadgrajevati. Prav praznovanje okroglih obletnic je pravi trenutek, da se ozremo nazaj, ponovno obudimo in strnemo mogoče že zbledele spomine, obudimo prijateljstva, preživimo skupaj nekaj čim bolj prijetnih in čim bolj sproščenih ur, se med seboj še bolj povežemo ter napolnjeni z novimi močmi in dodatno energijo naredimo korak naprej v delovanju našega kluba. Nič pa ni samoumevno in ne bo večno obstajalo samo po sebi. Tega se moramo zavedati. Vsako zgodbo v prvi vrsti pišemo ljudje in le mi lahko damo nekaj posebnega, da se razlikuje od drugih podobnih zgodb. Od tega, koliko energije, znanja, časa, truda, žara smo pripravljeni vložiti v določeno stvar, najbolj zavisi, kakšne kvalitete je posledično naš izdelek. Verjamem, da bodo naši napori ob obeleženju 100. obletnice kluba doprinesli k dodatni utrditvi statusa in pomena nogometnega kluba Tolmin v Gornjem Posočju. Verjamem, da bo zaupanje v naše delo s strani igralcev, trenerjev, staršev, navijačev, bivših članov, sponzorjev, donatorjev, partnerskih klubov, pa tudi občinskih struktur in Nogometne zveze Slovenije še večje. Tudi s tem praznovanjem želimo še bolj povezati vse deležnike našega kluba z nami, ki smo trenutno zadolženi za sedanjost in vsaj bližnjo prihodnost nogometa v Tolminu. Tudi mi nismo večni in tudi sam se bom naslednje leto po koncu svojega 4. mandata na mestu predsednika NK Tolmin bom tudi sam klubu naprej pomagal v drugačni vlogi kot sedaj ter žezlo predal svojemu nasledniku. Na tem mestu bi se rad ob tej priložnosti zahvalil vsem članom upravnih odborov v času mojega predsedovanja, pa trenerjem, igralcem in ostalim klubskim delavcem, z nekaterimi smo tako ali drugače res prebili skupaj ure in doživeli marsikaj. Zahvaljujem se tudi članom svoje družine, ki so bili vedno dovolj tolerantni, da to funkcijo sploh lahko opravljam. Če se lahko na koncu spet navežem na že prej omenjenega Čilića in malo obrnem njegove besede. NK Tolmin je bil, je in bo tudi ostal velik klub. Vsi mi prisotni smo ta velik klub skozi leta gradili in sooblikovali, ter ga bomo zagotovo takšnega ohranjali tudi naprej. Kot Čilić pravi še bolj direktno, mi smo velik klub. Naj se zgodovina nogometnega kluba Tolmin s čim večjimi uspehi piše še naprej. Hvala. Magdalenca, Knavia,
Tole so bile vokalna skupina Flance s staro, tolminsko, ljubezensko pesmijo Magdalenca. Ker saj veste, nogomet je ljubezen. In čeprav so igralci včasih na igrišču videti zagrizeni nasprotniki, tekmeci so v srcu resnici prijatelji. Z nami je danes tudi kar nekaj prijateljskih klubov. Samo v zadnjih 30 letih od samostojne Slovenije torej je nogometni klub Tolmin odigral kakšnih 750 tekem. Največ odigranih medsebojnih srečanj z nogometnim klubom Adria iz Mirna, ki je leta 2009-2010 osvojil naslov prvaka na zahodu tretje ligaške konkurence. Zagotovo se teh srečanj spominja tudi njihov predsednik Erik Kovic. Ja, tudi v mojem imenu dober dan vsem. Malo me je presenetilo to, da ste mi povabili, ne? Nisem bil pripravljen, ok. Mitja in nogometnemu klubu Tolmin želim res vse najlepše, vse najboljše. Prejšnji teden sicer so nas zmagali, ne? Čestit. Moram pa povedati, da vedno lepo priti v Tolmin, vedno lepo, ko pridejo Tolminci v Miren, in zato je res z njimi neko posebne tekme. Veselo je in Mitja čestitam v imenu nogometnega društva Adria in vas vse skupaj vabim, še posebno vas, na drugo leto, ko slavimo mi 100 let nogometa. Neka malenkost, zdaj toliko, da boste to obradali. Hvala. Ja, malo presenečenja, ampak smo šli kar po abecedi, Adria so pač prvi. Ampak z nami so tudi predstavniki nogometnega kluba Idrija. Prvo medkrajevno nogometno srečanje v Tolminu nasploh je bilo namreč odigrano spomladi leta 1923 na igrišču tolminskih kasarn, prav med tolminskim učiteljiščem in idrijsko realko. Zato ni čudno, da je bil z Idrijo vedno tradicionalni derbi. Nocoj sta menda z nami Urša Jereb in predsednik Roland Kacin. Ja, zdaj derbi so vedno bili, ne pa tako, ker sem slišal prej vrnega gospoda, je rekel, da je bilo 6-0, pa ene 2 let nazaj je bilo 9-0 za Tolmin, tako da upam, da ne bo kdaj pstil tudi kakšno zmago. Vsaj na prijateljski tekom, če že ne. Moram pa reči, da kljub rivalstvu smo imeli kar dobro sodelovanje, predvsem, bom rekel, jaz se spomnim seveda sodelovanja z Mitjem. V mlajših kategorijah največje uspehe smo tako dosegli z selekcijo U15 in uvrstitvijo v prvo slovensko ligo. Iz te generacije izhaja tudi nekaj reprezentantov, tako da smo lahko kar ponosni na te dosežke. Tako kot ste seveda vsi vi tukaj zbrani ponosni na teh 100 let.
ja, je kar ena lepa obletnica, ne. Tako da na vsakih 100 let enkrat lahko tudi z Idrije kaj prinesemo. Tako da, jaz bom rekel v mojem imenu, v imenu Nogometnega društva Idrija in prepričan sem v imenu celotne idrijske športne javnosti vam želim, oziroma vam čestitam v tej belevi, vam želim vsaj še naslednjih 100 let veliko uspehov in čim več zmag. Ja, ko smo sestavljali tale scenarij, smo rekli čim manj govorov, ampak kdo bi si mislil, da nogometaši tako radi govorijo? Po kilometrih najbližji nogometni klub je Nogometno društvo Nova Gorica, ki je bila za mnoge Tolmince odskočna deska za višje lige. Z nami je danes tudi njihov športni direktor in vodja nogometne šole Admir Kršič. Lepo pozdravljeni, jaz sem tudi presenečen za besedo, tako da ne glede na to, jaz bi vam tudi izrekel, bom rekel, eno veliko zahvalo za povabilo in velike čestitke in čast, da sem lahko zraven danes. To, kar praznujete danes, je res hvale vredno, mislim, da lahko zgled marsikateremu klubu. Lahko rečem, da tukaj ne vem, če sem zmagal kakšno tekmo osebno kot igralec, sem pa spoznal veliko fantov, ki je Gorica jim predstavljala odskočno desko. Prijetni fantje, srčni fantje, točno, bom rekel, so prenašali to, kar jim Tolmin daje. Jaz želim, da v prihodnje sodelovanje nadgrajujemo, tako da na tem mestu se vam še enkrat zahvaljujem in vam želim vse najboljše v prihodnosti. Še za malce treninga in štetja korakov bom prosila še enkrat gospoda Mladena Čičmerja iz Nogometne zveze Slovenije. Gospod Mitji, dolgoletnemu predsedniku še enkrat iskrene čestitke, njemu in celotnemu klubu. Predajam v eno kristalno spominsko žogo. Odprem? Absolutno. Samo ne razbiti. Ja, ker to je nevarno, se mi zdi. To ni kakor ono, ker smo jih navajeni, ne? Z željo, da ob otvoritvi pokrite tribune in spremljajočih objektov morda se skupaj dogovorimo še za kakšno priložnostno neko nogometno tekmo zanimivo. V redu. Hvala. In tu so še prijatelji Futsal klub Oblast Kobarid, ki bo okroglo 20. obletnico praznoval prihodnje leto. Zdaj, fantje, če ste se tudi vi potrudili z darilom, potem vam mogoče Tolminci naslednje leto vrnejo. Ivan Ručna in Branko Velišček sta danes z nami. Dobro večer. Jaz moram reči, da sem tudi presenečen nad tem povabilom, ker sem v več vlogah tukaj. Nekdo je na začetku rekel, da je od Pršeta gor naprej Kota, ne? In da je rivalstvo med Kobaridom in Tolminom ena stvar, ki je verjetno stara še več kot 100 let. To drži, ne? Po drugi strani pa v Kobaridu velikega nogometa oziroma nogometa ni več. Tista zmaga, ki jo je ta predhodnik omenil, je verjetno edina nad Tolminom in je ravno tako zgodovinska, kot je ta obletnica.
Res je, mi bomo naslednje leto praznovali 20-letnico in smo neke vrste mlajši brat, tako po športu kot po tradiciji. Pričakujemo seveda, da bo tudi klub iz Tolmina takrat prišel na naš obisk. Upam, da bomo lahko dostojno proslavili tudi to obletnico. Kar se pa tiče odnosov, mi smo na nek način konkurenca, mi smo na nek način rivali, seveda pa smo tudi prijatelji, nenazadnje smo malček še v žlahti in tako da je toliko težje vzdrževati neko, pa vendarle bolj pomembno vzdrževati neke korektne odnose. Kar se tiče pa darila, bo pa prišlo na vrsto jutri, zato ker je prišlo do logističnih težav pri tam mlajših, je zmeraj kakšna težava pri mlajših bratih, a ne? Tako da čestitka danes, darilo pa jutri. Srečno Tolminci, srečno nogometnemu klubu. Uvrstitev članske ekipe v drugo slovensko nogometno ligo. To se ne da opisati, ne? Ker če pomislimo, od kje vse smo prišli, s kakšnimi, kako smo začeli, da je lahko prišel klub na tak nivo, da smo lahko prišli v drugo ligo. No, to je, ne vem, to je taka pot, ki se je težko opisati, ne? Težko je to. Zato tisto bo vedno ostalo v mojem spominu in upamo, da se bo ponovilo prav kmalu še enkrat. Ampak prvič je prvič. Mislim, da je lahko, rečem tudi, da sem ponosen na to, da v bistvu sem vodil ekipo, ki je bila verjetno najbolj uspešna v zgodovini, pač rezultatsko je res sigurno naredila največji rezultat. Je pa sigurno to plod ne samo mene, kot trenerja, pač vseh teh akterjev, ki so bili udeleženi. Tu je v bistvu vse od publike do uprave, nekako vse je funkcioniralo. Igralci pravi, velika želja. Posebno bi izpostavil res na tem organizacijskem področju, kar se tiče okrog ekipe, je bil tudi Štefan Gerbec. Res velika opora mi bil, kar se tiče pa strokovno, pa mislim, da bi res Petra Hočevarja, kakor trener oziroma tudi klub, mislim, da ne bi dosegli teh rezultatov. Tekma proti Dobu, druga liga, ki je bila bolj, mislim, taka, ki mi je najbolj ostala. Že tisti cajt je bilo, smo se od pokojnega Danilo Kanalec poslovili, minuta molka in tisti cajt, pač je bil on moj prvi trener. Tako pa tudi kar v redu tekma, no, tista. Zmagal, gol dal, podajo, penal nad mano. Ja, takole smo lahko podživeli te spomine zgodovinskega uspeha, ki ga je nogometni klub Tolmin z osvojitvijo naslova prvaka doživel v sezoni 2013-2014 po 7 letih v 3. slovenski nogometni ligi Zahod, ko se jim je pridružil tudi glavni sponzor podjetje TKK. Od 26 tekem je bil izkupiček 18 zmag, 6 remijev, izgubili so le proti Savi, Kranj in Dekanom, najvišja zmaga pa je bila, se opravičujem, prav nad Adrijo, 6-0. Kam pa ti? Tu pri Mujšču moram narediti nekaj intervjujev, ne skrbi, bom cik-cak doma, tik-tak doma. Skozi glih.
No, skratka, tisto veselje, ki smo ga prej videli, ta energija, motivacija, ki so jo fantje imeli, je bila zmagovalna. Zato si zaslužijo, da jim bučno zaploskamo in jim častimo eno rundo prmoščev. No, da jih povabimo na oder. Zmagovalno ekipo Tolmina so to sezono predstavljali naslednji igralci. Vratarji Denis Baloh, Sebastian Jermol in Uroš Rutar. Kar začnite. Branilci Gregor Kos, Jaka Lipužič, Jan Kragel, Jan Zaletel, Matevž Sovdat, Matija Šuligoj, Peter Hočevar, Rok Fratina in Saša Kolman. Vezisti Boban Kucalovič, Daniel Rakušček, Dejan Sokanovič, Luka Volarič, Klemen Jarc, Milenko Petrovič, Nejc Rutar, Peter Kavčič, Sanel Kalakovič, Tine Kravanja, Tine Pavšič, Valentin Brak in Žan Bratuš. Napadalci Dalibor Sokanovič, Matija Bera, Rok Urbančič, Tim Loduka in Tine Zornik. V naslednji sezoni, ko so v drugi slovenski nogometni ligi osvojili odlično 5. mesto, tisto zlato sredino, pa so se jim pridružili še Bine Kavčič, Jani Curk, Saša Mišič, Nejc Kolman, Alessio Kodromac, Jaka Kolenc in Aljaž Kanalec. Če ste tudi na treningih tako počasni, potem ne vem, kako so trenerji zadovoljni z vami. Nagrade, personalizirane magnetne ploščice jim bo podelil častni član Zvonko Peršič, nekdanji igralec in dolgoletni trener, pomagala pa mu bo nekdanja sekretarka kluba Barbara Kutin. Vseh teh uspehov pa zagotovo ne bi bilo brez glavnega trenerja Davida Kanalca, pomočnika trenerja Petra Hočevarja, trenerja vratarjev Boruta Nikolaša in predvsem še vedno nezamenljivega in nepogrešljivega Štefana Gerbeca, takratnega tehničnega vodja ekipe. A bi lahko Valentin pa Rakušček prišli na rundo hmujščev plačati? Jaz grem domov prid hmala, ne? Cik-cak. Evo, Valentin, v bistvu druge lige ne bi bilo, če se s Primorske v tretje ne bi uvrstili in če ne bi uspešno tudi tam pokorili konkurenco. Kako se ti spomniš te poti, v bistvu, ko se je dejansko začelo dogajati to, da je Tolmin res uspešen, dober klub? Ja, to je z besedami težko opisati. Ne vem, mislim, da smo vsi ponosni na to in še enkrat bi verjetno vsi dali isto skozi. Po statistiki do 200 nastopov ti manjkajo 3 nastopi. Če bi danes hotel igrati za člansko moštvo, koliko kil bi mogel shujšati in zakaj ne boš? Moja stvar. Tudi prav. Daniel, če smo prav natančni, uvrstitev Tolmina v drugo nogometno ligo ni najboljši dosežek kluba, ampak 5. mesto v drugi nogometni ligi, kar se pravi, da je bil v tisti sezoni
Tolmin 15. najuspešnejši klub v državi. Zdaj, ta zmaga proti Triglavu v Dobu 3:0, potem ste pokorili še Aluminij Krško, tudi občasne ali pa stalne prvoligaše. Se ti ki kovca po teh cajtih? Ja, vse. Kako bi jih najlažje ponovili? Mislim, da je kar dobra ekipa in da so ti rezultati na vidiku. Super, a lahko mogoče deliš tudi svoj najljubši trenutek tiste sezone? Zdaj vem, da je tega ogromno, mogoče tekma ali trening, kakorkoli, ali dejansko tisto, kar človek doživi ob takih rezultatih. Mene je bilo najboljše, ker smo prišli v drugo ligo, ne v drugi ligi. Zmagati neki, no tekmovanje, to je, da zboljša do vseh v tekmovanju. V redu, kako bo... In ko boš star 175 let, se boš verjetno tega še spomnil. Hvala lepa za zapitek, lahko plačate tam. Ja, na rundo boste mogli še malo počakati, ampak Blaž, ti pa ne vem, sprašuješ, če se ti kovca, pri Mojšču se vsakemu kovca, se meni zdi. Ampak zdaj smo že na vrsti pri podelitvi naslednjih nagrad in sicer kipca nogometnega kluba Tolmin najbolj zaslužnim trenerjem. Na oder vabim Davida Kanalca, Roberta Rutarja in Jana Kraglja. Nagrado bo podelil častni član Dušan Bezjak, štajerski rešitelj članskega moštva po krizi kluba v 70 letih in dolgoletna deklica oziroma deček za vse. David Kanalec je bil trener kar 8 sezon, od leta 2007 do leta 2015. Nogometni geni so mu bili položeni v zibelko, saj je bil njegov oče eden najboljših nogometašev na Tolminskem vseh časov. Po njem je prevzel tudi vzdevek Čine. Z osvojitvijo pokala je prinesel naziv najboljše športne ekipe in bronasti znak občinske športne zveze. Takrat so v obrazložitvi zapisali, da je k vrhuncema v sezonah 2013-14 in 14-15 veliko pripomogla njegova ambicioznost, delovnost in zmagovalna miselnost. Robert Rutar pa je pri klubu aktiven že več kot 40 let, nepogrešljiv pri delu z mladimi nogometaškimi nadobudneži. Skupaj z Davidom sta tudi trenutna trenerja selekcije U13. Za dolgoletno delo v nogometu je tudi on pred 3 leti prejel plaketo občinske športne zveze. Čestitke obema. Nocoj pa žal ni z nami tretjega nagrajenca Jana Kraglja, ki je trenutni glavni trener še na rundoh Mojšču. Brez runde ne bo šlo. Ponavadi, ko kaj dobiš, je treba plačati. Ne? Ja, danes žal ni z nami tretjega nagrajenca Jana Kraglja, ki je trenutno glavni trener pri nogometnem klubu Vrhnika. Nagrada je bila pač skrivnost in zanjo je izvedel šele, ko je sam izdeloval tiste ploščice za nakipec. In takrat je bilo žal že prepozno, da bi prestavil trening. Ampak ja, zdaj si pa privoščite. Ja, ponavadi se vsaj v Tolminu vsak kipec plača, ne glede, koliko je velik oziroma zapije. Danes bomo to naredili malo drugače, vsaj v teh urah. Jaz sem doštimo tudi zunaj, tudi nekaj za pojest. Jedli bomo jutre. Sir je. Čine, videli smo tvojo zahvalo levi in desni roki. Tudi 8 let je za vsakega trenerja v bilo kateri konkurenci zelo dolga doba.
Tudi če si znan kot trener, ki igralcem nekih odpustkov ni prav rad talal, kakšne vezi ste stkali v teh letih in kako je, ko se danes srečate s to generacijo, uspešno generacijo? Ja, jaz bi prvo rekel to, da bi se jim rad zahvalil, res, za korektno sodelovanje. Mislim, zmeraj se mi zdi, da smo bili, kako bi rekel, pač bila je neka distanca, sigurno, pač to je tudi pomembno, zlokrat moraš odigrati neko vlogo, pač tudi če jo nočeš, bi rekel, pač to je tudi nek sestavni del igre, tako da drugače se mi zdi, da so bili, mislim, da je dosti korektno, tudi, se pravim, ta generacija je res enkratna družba, fantastična, ta druženja po tekmah in te zadeve so bile res enkratne, nepozabljive, bi rekel. Tako da jaz res še enkrat se jim zadnjicem zahvalim tem fantom za res za eno krasno obdobje. No, vseeno ostajaš trener mlajših selekcij, tudi izvajaš individualne treninge, če je to treba. Je prihodnost od zadaj, tako kot vidiš, za nogometni klub Tolmin? Mislim, sigurno, da imamo, sigurno, da zdaj nogometna šola dobro dela, dobro je to organizirano, fantje so pravi in mislim, da se ni zabatno za naprej, pač za nadaljne korake tega nogometa v Tolminu. Kar se tiče mene osebno, pa mislim, da težko bi se še tako angažiral, kakor sem se. Je le eno tako obdobje 8 let, ko v bistvu vsak dan živi s tem in pač res, kakor se je predsednik Taljat zahvalil svoji družini za podporo, se tudi jaz moram zahvaliti svoji soprogi in sinovom, mami, pokojnemu očetu, da so pač mi stali ob stran, ker to je res dosti zahtevno. Sigurno pa bi rad še naprej pomagal klubu po svojih zmožnostih in bi rad videl, pač, da gre to naprej in verjamem tudi, da bo tu članska ekipa še enkrat naredila en predor in da se bo ta zgodovina še enkrat ponovila. Super. Roberto, kdaj si bil nazadnje pri Mujšču? Ja, se ne vem, kjer dan je bil, ne včeraj smo nekaj, ker smo štimali šotor dol na Brajdi, pa smo šli še nekaj popiti. A si mogoče preštel, kolikokrat v svoji igralski in trenerski karieri si bil na Brajdi? Ma ne, nisem. Zdaj povem ena taka zanimiva, zdaj imam celo vrt že na Brajdi. Saj v bistvu bi ga lahko imel, mi smo se malo potrudili, seveda vsega prešteti se ne da oceniti, pa vendarle, in to gre nekako tako. Če nogometna sezona traja približno 8 mesecev in če vsak mesec šteje enih 15 aktivnosti, treningi, tekme in vse ostalo, in če to počneš 45 let kot ti, to šteje približno 5400 dni in če bi vsak dan zapored hodil na Brajdo, bi to pomenilo 15 let. Čestitke, ma ne se s tem doma hvaliti. Ne se. Dobro, ne bom komentiral. V bistvu, kar je pa najpomembnejše vprašanje, je pa to, na Brajdo tudi danes greš z istim zanosom kot najstnik, pa potem naprej. Ja, moram reči, da zdaj hodim na logo, ker imam nalogo treninge, tako da na Brajdo grem pa tako rad, ja, zmeri, in na fuzbal, in na trening, in na vrt. In k Mujšču. In pa jutri tudi bomo šli, ne. Ok, boš dal za rundo, hvala obema in čestitke, srečno. Hvala.
Na vrsti je še zadnja podelitev nagrade, bo tokrat podeljeval častni član, nekdanji igralec in trener Branko Lenarčič. Pri ekipnem športu je težko izpostavljati imena. Vsak drži svojo nit, brez enega ni drugega, ker nogomet je, saj veste, ljubezen. In največ povedo posnetki, ki smo jih videli prejle, kljub temu pa tudi številke povedo veliko. Klub skrbno vodi statistiko zadnjih 30 let. Nagrado za najboljšega strelca kluba od leta 1991 s kar 86 goli prejme Dalibor Sokanovič. Prve minute pri članih je še kot mladinec začel zbirati pred 16 leti, že takoj v naslednji sezoni je na le 8 tekmah dal kar 9 golov. Vmes je igral tudi v Italiji in se vrnil leta 2011. Zdaj pa pravi, da ne bo odnehal, dokler jih ne doseže vsaj 100. Čestitke. Ta pa že ve, kam mora iti. Nagrado za igralca z največ nastopi pa prejme Boban Kucalovič. Dolgoletni kapetan je v svoji karieri zabeležil kar 291 nastopov in to samo v članski konkurenci. Oba, tako Dačo kot Boban, sta imela tudi pomembno vlogo v 2 najboljših sezonah doslej. Dačo, mogoče veš, kdo sta drugi pa tretji strelec kluba? Drugi mislim, da je Valento. Valento? Zdaj za tretji pa se ne zmislim. A Staš, ne vem. Se ne zmislim. Pogledam na Insta, čakaj. Govori po buško, pa verjetno je še zmeri Bjondast. Koc je, ja. Tako, ja. Mrak je dal 78 golov, Vacija Kovač pa 57. V bistvu, pri toliko golih, kjer klub je bil tvoja redna stranka, razen Adrije? Ma veš, da ne vem, če pojem statistično, ne vem pač. Ampak sem rad vsem dajo gole, no, tako. Če se je le dalo. Če se je le dalo vsem, ja, tako, ja. Zdaj, a lahko izpostaviš gol karijere? Imaš kjerga tam, ki bi ti najbolj pomenil? Ne? Ne vem, lahko izpostavim eno tekmo, tako, kam je pač najbolj ostala v spominu, da smo igrali Pordankara na tle doma. Mislim, da smo bili še tretja liga tistaj. Smo zgubovali 1-0, pa sem dal takrat 3 gole in takrat se je pol nek ta strelski post prekinul in tle bi se pač rad zahvalil Činetu, kaj je skozi verjel v mene in nikoli ni pač obupal nad mano, tudi kaj ni bo golov, tako da hvala Čine. Seveda, nekaj je karijera, nekaj je življenje. Smo slišali, da si tudi življenjski gol zabil 14 dni nazaj. Teoretično 9 mesecev nazaj. Tako nekako, ja. Kako je zdaj s tem, ste v redu? Normalno. Se pravi, nič ne spiš, fajn. Zdaj, Boban, v bistvu se te kar bojim bilo ki vprašati, da ne bo cela dvorana spet jokala. 291 nastopov, bo šlo do 300 in čez? Bomo vedeli, no. Jaz mislim počasi, no. Bomo prišli tudi do 300. V bistvu še tebe statistično vprašanje, mogoče ti veš, kdo je po nastopih drugi? Mislim, da sta izenačena Staš pa Bobek. Staš pa Bobek, bravo, še načitanje. Zdaj pri teh častitljivih 33 letih, ko si komaj še uporaben, kako razmišljaš na življenje po članski
po članskem igranju? No, sigurno bom ostal blizu Tolmina, kluba, tako da če bo ki za pomagati, bomo ostali zraven, kakšno roko dali, to je to. Magari tudi pri Mujšču, hvala lepa. Ja, res je nogometni klub Tolmin ljubezen, ampak saj veste, kako je v današnjih časih, brez denarja pač ne gre. Zato je prav, da se na tem mestu še posebej zahvalimo glavnima sponzorjema tako članske ekipe kot nogometne šole. Glavno zahvalo prejmeta podjetji Hidrija in TKK. Na oder vabim direktorja poslovne enote Hidrija, Dizeltek in Advanced Tech Tolmin, gospoda Rudija Kraglja, ter vodja prodaje in marketinga v podjetju TKK, gospoda Mitja Konstantinija. Nagrado bodo TKK-ju, ki je kot glavni sponzor pristopil pred 8 leti, in Hidriji, ki je glavni sponzor mladih posoških nogometnih upov, postala pred 3 leti, podelili nogometaši iz selekcije U11. Ja, kar k Mujšču. Zdaj že vse veste. Pa ne mi reči, da niste še niti enega posla speljali v baru, gostilni, restauraciji. Ne samo enega. Ok, bomo začeli pri mlajših. Torej, gospod direktor Rudi Kragl, Hidrija se je odločila na vsaki proizvodni lokaciji sofinancirati oziroma sponzorirati šport. Na Jesenicah je to hokej, v Idriji je to košarka, v Tolminu je seveda nogomet. Zakaj zraven teh štipendij, ki jih družba namenja predvsem za tehnične poklice, je pomembno tudi podpora športu pred mlajših? Ja, kot si rekel, je že nekje v Hidrini filozofiji, da podpira lokalno okolje, tako da že to, da smo tukaj, nam veliko pomeni, ker ljudje, ki delajo v naših podjetjih, prihajajo iz Tolmina, prihajajo iz Kobarida, iz Bovca, po novem vedno več tudi iz Kanala in Deskal, in tisti mladi nogometaši in nogometašice, to je naš bodoč kader in res se nam zdi zelo pomembno, da podpiramo taka društva, ker na koncu je to zdrav način življenja, pritegujemo pa tudi, pa navdušujemo tudi za to, da bodo ostali v tej dolini in našli delo v takih podjetjih, kot je na primer Hidrija ali pa TKK. V bistvu poskrbeli ste tudi za nekakšno mreženje. Hidrija ni edina, tudi 10 vaših poslovnih partnerjev tudi podpira nogometno šolo Hidrija Tolmin. Ste z videnim zadovoljni, mogoče veste, koliko otrok zdaj obiskuje nogometno šolo? Ja, se pravi, z nami so se v to vključili tudi nekateri naši zvesti partnerji v podjetju in res hvala poleg Hidrije tudi njim, ki sodelujejo, nekateri so tudi danes tukaj. Naj povem, da je mogoče nogometni klub ima 100 let, je pa tudi klub v tej okolici, v katerega je vključeno največ mladih. To smo pred leti naredili eno analizo in nogometni klub ima v tem 7 do 15, 16, 17 let, dejansko je klub z največ otroci, ki so vključeni. In to je bil tudi eno od vodil, zakaj je Hidrija pristopila in podprla
ravno nogometni klub Tolmin. No, mogoče še ta podatek. Številka pa mislim, da jih je ene 150, ker z Mitjem in člani nogometnega kluba to tudi redno bolj pregledujemo in si želimo, da bi v tem časih, ko vemo, da v Posočju ne ravno narašča število otrok, da bi pa vsaj vzdrževali nek nivo, ker je to pol garancija za to, kar smo strani trenerjev slišali, da bo vseeno prihodnost nogometa v Tolminu še svetla. No, tudi v bistvu podpora se obrestuje, ne, že po samem grafu, če vidimo, odkar ste prevzeli pokroviteljstvo, to je 3 leta nazaj, ne, se je številka dvignila za 30 otrok. Zelo lepo, bravo. In če je to moja zadnja beseda, danes jaz bi se res zahvalil trenerjem. Trenerji delajo vsak dan s temi mladimi otroci, vlagajo veliko popoldnevov, poleg svojega dela sobot, nedelj in res en velik aplavz se mi zdi vsem trenerjem, ki so bili, ki so in tistim, ki tudi želijo postati trenerji v prihodnje. TKK podpira klub že vsaj 2 desetletji, vložek pa je povečal. Lih malo pred tem, ko si ti nastopil, prišel na Srpenico, se spomniš, kdaj je bilo to, ali si že? Mislim, da ni bilo tako. Če se jaz prav spomnim, jaz sem prišel 2013 na Srpenico, prevzel marketing in mislim, da tako je pristopil Mitja Hmene, ne? Jaz frišen, nisem vedel, za ki se gre, mi je predal eno tako lepo zgodbo. Jaz sem to videl kot res lepo zgodbo, je šel zagovarjati v Belgijo in prišel s tistim denarjem nazaj. Tako da mislim, da se je povečalo pol v tisti sezoni 2013-2014, kjer smo res naredili en preskok. Ne samo zaradi zgodbe Mitja, tudi zaradi, bom rekel, dobre volje lastnikov, ki radi dajo za dobre zgodbe, ki radi dajo v lokalno skupnost in mislim, da je bilo to ta prava odločitev, pa tudi Mitjev pristop, pa moj zagovor je nekaj pomagal pri temu, da smo danes tam, kar smo, sigurno. Tako. Zdaj seveda pomembno vprašanje je, a ta podpora ostaja trdna? Ta podpora je zelo trdna. Še to ne. TKK, ko veste, je podjetje, ki več kot 90% svojega prodaje izvozi, tako da v Sloveniji radi damo v lokalno skupnost. Občino Obovc, Kobarid, Tolmin, to so tiste občine, s katerih prihajajo naši zaposleni, od naših zaposlenih otroci igrajo v klubih, se, bom rekel, tle gradijo in tle, kjer želimo vlagati. Tako da nam ni potrebe vlagati po celem svetu in ti znar, kad ga namenimo za take iniciative, vlagamo lokalno. Zato pravim, da je močna, ker v tem vidimo resnično lepe zgodbe, vidimo, kako se klubi razvijajo, vidimo, kako se lokalne iniciative, ki jih podpremo, razvijamo in to bomo definitivno delali še naprej. Mogoče še za konec, a si tudi ti kakorkoli povezan z NK Tolmin? Konstantini so pustili svoj pečat v določenih obdobjih kluba, Remo, Gvido, mogoče veš? Še dobro, da sta one dva, jaz žal ne. Moram priznati, da nisem prav za moštvene športe, no? Tako da rad gledam, rad navijam, rad sodelujem, ker pa nisem za tem, pa rad podpiram. Tako da jaz osebno razen tega žal ne. V redu, hvala lepa, srečno, poslovno, uspešno in tudi naprej. Hvala. Ja, čestitke in hvala seveda za to trdno, zacementirano, zasilikonirano podporo glavnega sponzorja TKK-ja in glavnega sponzorja Hidrije. Rudi, pa bom prosila, da se kar vrnete na oder, ker bomo imeli še eno pomembno nalogo. Še prej pa naj se seveda zahvalimo tudi vsem ostalim sponzorjem, donatorjem in kakršnikolim drugim podpornikom, ki so izpisani tudi zadaj. Čaka nas še ena prijetna dolžnost in sicer bomo zdaj podelili še nagrado oziroma nagrade za nov oziroma za sploh prvi emblem nogometne šole Hidrija Tolmin,
ki ga že vidite v ozadju. Zato na oder zdaj vabim avtorico, zmagovalko javnega natečaja, Hano Benedejčič, ki so jo izbrali med 7 prijavljenimi. Naj povemo še, da so svoje delo prispevali še Taniša Močnik, Tomaž Laharnar, Žiga Kranc in Lea Kenda Drekonja, ter Nina Rekanje in Tomaž Rot, ki sta tudi nocoj z nami in jo prav tako vabim na oder. Še preden pa razkrijemo nov grb oziroma emblem nogometnega kluba Tolmin, še malo muzike. Na cikasta krava, lisasti wow, a basta plesala, a beden ni znal. Ta stara je bolna, ta mlada leži, sej vina napila, stara je umrla, v nebesa je šla, je cokle pa zabla, nazaj je prišla. Pa če je ujamema, pa če je primema, je vržemo papil, pa če je primema, pa če je ujamema, pa če je primema, je vržemo papil. Po tejle cikasti kravi, ki so nam jo zapele flance, pa je napočil čas, da razkrijemo še nov emblem nogometnega kluba Tolmin. Na oder zato vabim predsednika Mitja Taljata, ki počasi zaključuje že svoj 4. mandat, da odkrije, kateremu so tako upravni odbor, kot tudi vsi tisti, ki ste glasovali v spletni anketi, namenili največ glasov. Ja, kluba zagotovo ne bi bilo brez navijačev, zato zdaj na oder vabim še predstavnika zvestih navijačev Albina Mraka, da prevzame zastavo z novim emblemom, ki mu jo bo predal kapetan nogometnega kluba Tolmin, sicer Bovčan, Tine Kravanja. Mimogrede, čim prej v uporabo in naj prinese srečo že jutri. Ampak, Mitja, meni se zdi... Lahko tudi 3. Dobro večer vsem, lep pozdrav vsem, hvala, da smo se tu videli. Jaz sem malo slab glas, upam, da jutri bomo imeli boljš. Vsem bi se zahvalil, vsem organizatorjem, vsem tistim, ki ste bili, ki smo in ki bodo. In hvala lepa za vse in vse prireditev. Hvala lepa. Ja, tudi navijači si zaslužijo svoje navijače in mislim, da jih imate med igralci, trenerji in vsemi ostali. Ampak, Mitja, meni se zdi, da ti zdaj tale kravata prav nič ne paše.
in da bi jo mogli zamenjati z novo. Zato ste zdaj tukaj, ker so pač ženske bolj vešče. Tudi predstavnici ženskega nogometnega kluba Tminke, Anita Lenarčič in Petra Jormol. Da vidimo, kako jim gre. Pri 3 ženskah na odru si mora sam zavezati. Oni nismo več toliko navajeni tega zdaj delati. Dušan, glede na to, da smo te spustili prej pri tistih nagradah, še tebe vabim kot predstavnika oziroma predsednika MNZ Nova Gorica. Zdaj, da ne bo izpadlo tako, da sem res ta zadnji, ne. Kaj so rekli? Prvega nikoli ne pozabiš, ta zadnjega se boš vedno spominjal, ta lepše pride pa na koncu smetana, ne. Predsednik, ker ste rekli, da ne bomo vlekli na dolgo, ti tudi jaz podelim eno spominsko plaketco, s katero boste se pohvalili naprej, delali na njem in tako dalje. Ne bom vam razkladal in nakladal, zakaj je nogometni klub Tolmin tu, bodo tudi drugi klubi, lepo je slišati, ker imajo dogod stoletnice, ampak imajo pač eno piko vmesa, ne, ko so prekinili neko delovanje in ne bodo imeli teh častitljivih obletnic. A ne, Erik, mi je zelo žal, Primorje tudi s to pikico in ne gre. Tako da Tolmin je vztrajal, puntarji so tukaj, opravičil bi se, ne bom se opravičil, če sem na začetku rekel, da so pač nekateri od Pršeta naprej kotarji, to drži, ne. Bom pa nadaljeval tisto, kar je pa Velišček začel, pa potem ni končal. Zakaj je Oplast nastal? Zato, ker so rekli, če je v Tolminu puntar, bo še v Oplast v Kobaridu, ne. Pa lepo, da je, ne. Čeprav nimam ure, imam občutek, da je 90 minut že mimo, na toliko ste nogometaši tempirani in več vas tudi ne bomo zadrževali. Preden uidete, samo še nekaj besed. Jutri bodo Zvonko Peršič, Štefan Gerbec, Valter Gabršček in Mitja Taljat položili ikebane na grobove preminulih zaslužnih in častnih članov. To so Marko Pitamic, Mirko Fili, Ivo Taljat, Danilo Kanalec in Slobodan Veličkovič, ki nas je na žalost zapustil le malo pred slovesno prireditvijo. Naj vas na koncu le še enkrat povabim, da pridete jutri na Brajdo od 12. ure dalje, ob 17. bo tekma s klubom Fama Vipava, ob 20. pa se veste, se začne koncert s skupinami Mi2, The Šups in Johnny Bravo. Prve pol ure po nocojšnji prireditvi boste lahko za 10 evrov nocoj kupili tudi zbornik, ki je nastal ob tej častitljivi obletnici čez mesec dni, 25. septembra ob 20. uri, pa se ponovno dobimo tukaj, ko bomo premierno predstavili dokumentarec, ki je nastal ob tej priložnosti. Naslednji prizori naj bodo tako le še povabilo za takrat. Jaz vam želim samo še en lep večer. Jaz sem vesel, ker vidim, da je ogromno mularije še zmeri se ukvarja z nogometom, da imajo veselje do tega. In tole je tudi za mene kot trener je tole nekaj najlepšega. Pa s tem seveda pa leteli
Otroci zrastijo pa pridejo do članske ekipe, tole je res uspeh. Tako da jaz se za tolminski nogomet ne bojim. Tudi mladi so od zadaj, se vidi tudi ta hidrija, ta mladino, ki jih vzgaja zdaj, je kar, ko prideš dol, gledam, tudi je tu kar po 50 mladih otrok, tako da ni bojazni. Stoletnica je gotovo pomeni to, da je nogometni klub Tolmin neka inštitucija, ki ima svojo zgodovino, svojo tradicijo, si zasluži vse spoštovanje in ima nedvomno tudi dobro prihodnost. Zaradi tako tekmovalnih ambicij, kot tudi zelo dobre ekipe, ki je od zadaj, trenerske in kvalitetnega dela z mladimi.